Jaz sem slišal že kar grozno. Jaz sem mogel prijeti do konca, sem dal, pa veš, ko greš, koliko lahko nabiješ telefon. Ja, pa sem jih jih Overcastu boost, pa vse. Pa vse, pa pa s komiki zastopil. mislim, a veš, še laufal sem, ne? A veš, ok, tudi doda seveda nek šum, ne? Ampak kdaj je bilo prav grozno, ko sem, pač imel je, domnevam, da je imel neke slabe slušalke, pa verjetno Tisti, neke inire, pa se grozno je vidi na YouTubeu, da ima one slušalke iz Tedija, no, to, ko smo pa... Iz Tedija. Mislim, iz teh tepecenta trgovin, da Kik pa on drug sta isto. Mislim, kaj ne greš po slušalke, no, sej delajo, pa se V sliši. Lidl že, ne? Ja. Ti si že tako otroba. Le v Nemčiji pa vse da bo. Ja, no, seveda, kaj pa. Dobro, da bomo pop filter. Kaj pa je tola? Kaj si pa Wow, wow. spomnil sem se pesel, da daj peda. Ja, Okay. slušalke nima, ne, slušalke imam, mikrofon imam in dela. Tukaj si tudi. Tukaj sem tudi, očala sem dal nova delati, ker se mi je ta desen ker sem toliko cajta šel od okulista do optika, se mi je dioptrija spremenila vmes. Ej, dobro imaš, prav se ne vidi, da bi jih imel gor. Za tiste, ki se ne snemamo. Zato bom malo peda, da vidim zapiske, brat, ki je pač malo več. Ja. Ti si malo dal na plus. Ja. Fantek. Če vas zanima, pri zapiskih sem bil na iPadu na zadnje v epizodi 122. Opa. To je pa že kar nazaj. 25. Hočeš reči, že si takrat učala tudi menil. Ne. Kaj si bil na iPadu, ali si kar tako bil na iPadu? Ne, začel sem učala nositi, pa gledati na telefonu, ko sem ni dala iPada še s sabo vlačati, ne, ker Ja, valjda. je velik, pa star, pa težek, predvsem to. Sam povem, da je iPad mini, tam tako velik, pa težek. Pa. Ja, ta leta, še krpalni kanal, pa vse to, pa... Ja. Stari si nisi 90, da. Ja, Se delam z računalnikom, se to te skozi, a tebe nič roke ne matrejo? Ne. Bak. Ti si glih prav velik, veš, kaj sem prevelik, pa pol že tako malo pukla, veš. Ja, pa moraš imeti poluno pokončno miško, pa podlokco za tačko, pa... Se imam podlokco za Se tačko, to ima. ve, pokončne miške pa nimam. Vsake toliko časa moraš se v obzorje zazrt, ne? Pa Ne morem zdaj, Pa sej- skaj imam problem, mislim, v zelen bi se mogel, ne, sam Ne. obzorje. Ti moraš ne smeš skozi na kratko gledati, ne? Se pravi, da moram Ti gledati moraš tudi pogledati nekam to zlato bajto, ki se V zdaj gleda naravo. v Šiški. Probaj še dalj. Ja, ne morem, pol je lahko sam zdijo blok naprej. Dobar je, Ki v je redu je, ne? ki je Nekam odličen pač, blok. da Ja. moraš nekaj Mislim, ni moraš nekaj narava, to delati. hočem reči, da zdijo blok. No. Je pasiv, zikr pomerja. Ja, Ne, pa veš, lite, kaj je zlato pravilo. Na vsake pol ure treba vstati. Pa se sprehodati malo, pa narediti 2-3 korake. okay, to tudi ne. Se tudi jaz ne, ampak po teh naših, ne, če ste delali v zadnjih časih, kakšen varstvo pri delu, je na pol ure bi mogli Sam vstajati. res. Kaj vstajati? Ja. Vstajati na pol ure, če si pol ure za računalnikom, ustaš, mogoče tudi kakšno vajco narediti, ampak saj se sprehodati malo okrog. No. Za koliko? Pa po mojem ni treba dosti. Po kofesiji. Pa so Lahko tudi za 4 ure, ja, valjda. pol. Ja, ne, več, 4 ure. Pol ure delaš, 4 ure okrog hodiš. Tako je, ja. Aha. Pa 4-dnevni tednik, ali kako se te, delovni teden. To tudi piše, ne, to ne vem, če piše. Ampak bi mogel. Ne, bomo skrajšali. Ja, jaz mislim, itak bo zdaj AI bo to, ne. Ne boš imel delovnega tedna sploh, ne? Ja. Kaj pa bo pol? Neč. Ja, neč se bo AI bo vse na tebe naredila. Ja, sam bo veš, ful moraš, da se matrati se moraš. Mislim, čeprav zdaj že malo bolj ve, ampak se moraš kar matrati. Nismo video podcast, sem mislil, da imaš rešitev, veš. Ja, se le tako, ne, tako kot nekje sem prebral, da je BMT tale neprihodnost, ka AI piše poezijo, pa knjige, pa ne vem kva, mi pa tukaj garamo. Mogli biti jih malo obraten, ne? Da jim bo lajšo delo. Sem star, veš, vse so v 50-ih, po 60-ih so sanjali robote, pa AI, pa ne.
Ne, pa ves čas, a veš ti, ves čas od majhnega poslušaš, ne, kako bo tehnologija izboljšala, ne, kako nam bo dala več časa, kako se bomo bolj svobodni pa to. Ja, tako, ne. Pa ne vem, kako vama gre to? Ja, lej, jaz se počutim ful svobodnega. Ja, se. Ja, lej, če naši overlodi pravijo, da smo svobodni. Ja, okay. Ker nas jih poslušajo, hočeš reči. Ja, se to ponavljaj si to. Ja. Ponavljaj si. Poslušajo. Skratka, gremo na vizo. Lahko češ proč. Ne, gremo na vizo. Ne, imamo admin. Moram povedati. Kjer je to? A smo imamo kakšnega novega admin? Moramo povedati za nazaj stvari, ker je programer, najbrž, ki je PRGRMR neki na Discordu povedal, da je... Kaj ga je izdal, ha? PRGRMR. Mislim, verjetno po mojem, ne, ampak ne vem. Ampak glej, v glavnem povedal je, da on ni hodil v osnovno šolo, kjer je bil narodni heroj, ampak cela divizija. Ok, tukaj... Ampak mislim, da bo tukaj jaz bi rekel, kako bi rekel, to zaobjame. Narodni heroj zaobjame tudi divizije, ne? Ja, samo v diviziji niso bili sami narodni heroji, je bil pa zihar kakšen noter. To je bil Team Spirit, v bistvu. 14. divizija je pa 14. divizija. Ja, oni so skoraj vsi umrli, tako da valjda, da mora biti heroji. Seveda, ne, se to. Mislim, jaz. A misliš, da so sam dal, ko so umrli? Ne, to pa ne moreš. Moraš biti pa neki most pa mogli narediti. Ne, čaki, to pol spet malo kuričkovo torbico smo ga ponesti nekam pa to, ne. Razvodenija. Veliki zikr je bil heroj, sam so ga pa druga, veš kaj, ne, je več šol pa se. Ja, druga šola dobila po poveljnika. Se ne vemo, če je bila 14. Dobar, ja, ampak 14. je najbolj znana. Edina, ki se je spomnil zdaj. Ja, pa Komatje, ne. To sem, on je bil Karl Destovnik Kajuh, ki letos obeležujemo neko obletnico rojstva neki, ki je prerano umrl, ki je bil hud pesnik, je pa Komat napisal, ne. Mislim, tekst za pesem 14. divizije. Ja, se je neki napisal enih stvari, ne? Mislim, tudi, med drugim tudi, ne, ampak prerano je šel, to sem hotel reči v bistvu, ampak ja. To je ena stvar, hvala programer, saj vemo, da eden ni bil v ponarodnem heroju, ampak po diviziji, kar je v bistvu še bolj, malo sem v fovš, a veš, mi smo imeli sam Franca Rozmana Starata, who cares. To je bil legenda. Vi ste imeli vsa legendo, mi smo imeli Vlada Miklovca. Poznaš Miklovca, pizda? Ne. No, vidiš, exactly. Ne, Staneta pa poznal. Enkrat na let smo hodili z Enko, a veš, kaj je tale njegov spomenik v centru. A res? Ja. Nisem vedel. Pri Kolizeju. Komu? Franc Rozman. Tam pri Intersportu, zdaj, ki je na Vogalu, je spomenik, nekaj so ga to uturili, ampak je že skozi tam. Tako da smo hodili vsak let z busom, pa pogledali, pa ne, ful je bilo dobro. Deklamirali kaj pa tako? Najbrž, sam nisem bil med temi, ko so deklamirali. Moraš biti pridni, biti. Nisem bil tako priden. Mislim, nisem bil poreden, ampak ne. Ja, pa se to je takrat skozi nosil neke na te obeležja, ne. En dan v šoli je bil, ko smo še pri nas doma gostili te srečanja, tako da... Ja, to je bilo kar pogost pojav. Ja, pa pol spomenik padnim borcem, pa ne vem, to šlo. Ne vem, mi smo šli tudi pa ta OF stavil. Je bilo to na 29. Ne, na dan OF je bilo največ, kad se zihar kam šlo, ampak takrat smo šli tudi na PST, tako da boh ve, kam smo šli. Po mojem je bilo to čisto random, ne spomnim se, kjer so bili datumi. Mislim, pač se odločil, to veš, to je dan Republike, pa dan Unga, pa dan Tizga. To je bilo tako, kot zdaj so, veš, tehnični dan, pa športni dan, pač so doreči, da so ta dan gremo pa kele pogledati, ne? A veš, tudi možno, kulturni dan, to je bilo to. Pa smo šli ke. Ja. Pa smo šli pogledati, kje se je OF ustanovil, pa take stvari. Pa kje je bil Vlado Miklovc rojen. Čak, Vlado Miklovc je bil v OF-u. Ne, pol je legenda, stari. Mislim, vi se verjetno bil tudi v OF-u, to ne moram trdati, ampak to so dve ločni stvari. Bajta OF pa Vlada Miklovc. Ali smo se v enem dnevu obdeli. Mi pa nikoli nismo šli pred nemško ambasado. Pred nemško ambasado? Ja, bajta OF? Ne. Se prav bizarno, a ne?
Ja. Mal je, ja. Sam kar dobro skrbijo za to, sem šel zanj šmem. Ne, lepa je. Pa zmer grem na dan OF, res, pa si očitno imam tako ta reptilian brain v meni, ne. Ne točno, okoli dneva OF imam eno to dolgo in grem mem tam, ne. In se spomnim, kako pa so rože, pa vse je lepo zrihtan, pa tako skrbijo. Vse je lepa stava. Okay, druga stvar, Vida se že ne vem, koliko podprla zdaj, ampak nas je podprla, ampak jaz se zmeraj zahvalim, pa pošljem feed za bonus epizode, ki bo zdaj rekel, v ponedeljek rekel, da že dolgo ni bilo bonus epizod, imaš prav, bom pogledal, če še kaj najdem. Dobro, da smo spomnili, hvala, Rekar. Ampak, no, je napisala eno lepo stvar, da v bistvu, kako že, veš, kam on premehne, moram nadalj, samo malo. Čakaj, zdaj spet bereš na telefonu, zakaj pa ne bereš na iPadu? Kaj še manjš. Ok. Ja. Se upravičujemo za tole. Ja. Samo opazil sem. V glavnem ni vedela, če je to generičen mail, ampak res ste cool. Nisem sicer fanica Adamsa, sem pa zelo fanica vašega banterja, ki ga imate med tem, ko se pogovarjate o knjigi. In imate res dober tok, vaš pogovor, imate res dober tok, vaš pogovor in je. A ti jaz telefon primam? Samo da stopim 4 korake naprej. Ja, v glavnem, ful smo dobri, imamo dober tok, pa zelo smo poslušljivi. Pa peli si nove očala na roče, ampak jih še nima, veste. Najhujše pa to, da sem jih danes šel delat, dubu in sem šel jih delat, sam sem pozabil jih popoldne iskati, oziroma sem počival, ker sem bil zmatan. Tako da se upravičujemo. Zmantran sem bil. Tako da, no, Vida, hvala lepa za te res lepe besede, ful radi bentarjamo, oziroma zmer radi bentarjamo malo na okol, pa malo manj v knjigi, ampak dobro, knjige se pridejo take, kako se reče temu, taki časi. Ja, ker smo pa lih knjigo omenila, gremo na vizo. Ajde, zdaj pa pojmo. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o štoparskem vodniku po galaksiji. In vsako epizodo bolj v življenju vesolju in sploh vsem. Kljub temu, da nas ne sponzorira sirijska kibernetska korporacija, pa smo še vedno. Aljo? Peli in zi. A nas sploh kdo sponzorira? Ja, poslušalke in poslušalci. Hvala za Sirbi Peksi. Ja, to se bomo pa zahvalili. Ja. Ok, zdaj ne smo zahvalili. Ja, kar takoj. Kaj bi odlašali nekaj, kar lahko zdaj naredimo? Ja, tako. Tako da, hvala za podporo, ocene in ker ste tudi ta teden z nami. Lahko pa za nas še poveste še komu, vsak glas šteje, tudi če rečeš kdaj preveč še. Še bom je še enkrat rekel, da pejmo pogledati, kaj se je dogajalo v prejšnji epizodi. Kaj je že bilo v prejšnji epizodi? Kaj je bilo v prejšnji epizodi? Ja, nič, ne. Robot je bil na plaži. Pa rekel, da gre dam. Pa Fort je spizdo, rekel, samo nekaj vam za zrihtati. Čike sta kadila. Tako, ja, z unim letečim, neznanim letečim. To je pa Fort je rekel, lej, preden gremo, nekaj gre zrihtati. Moram imeti, ja. In je šel. Tako. Pa drugače pa pil, pa gledal televizijo. Več ali manj cajt. Mislim, kako je dobro biti v življenju Ford stari, le? Ja. A veš, ali tam telefoniraš iz nekega oddaljenega planeta, ali gledaš televizijo, ali piješ. Predvsem veliko piješ. Predvsem veliko piješ. A se meni sam zdi, da je zdaj Ford malo zamenil Zaphoda? A veš, on je zdaj rato ta mal, Zaphod je bil prej mal tako odštekan tip, ki ga je veliko pil, pa tako. Zdaj pa on tako... Ne, se pil je tudi Ford. Ne, pil je, ampak ta... Ne, se sta žlahta. To je res, ne? Jabolko, drevo. Ampak prej je bil Ford, je bil bolj tako, ja, ga je pil, ampak je bil tako, kako bi rekel, je bil on ne glas razuma, ja, mogoče glas razuma v tem... A veš, ko on je bil odfukan,
On je bil pa tak, da je malo se pomerne. A veš, če se spomniš, kaj je srečo Zaphoda, je bil vesel, kar radio, ker je vedel, da bo zabava in res divji štosi. To je res. Zdaj pa očitno Zaphoda že dolg ni, a veš... Čisto prevzel to persono, se mi zdi. Se mi zdi, da je še kar logično, ker en more za žur skrbeti. Mislim, se drugače bo doktor. Doktor Roman smo brali zdaj na pol knjige. Zdaj pa Artur ta, kako bi rekel, reasonable one. To pa res. Pa razmišlja. V bistvu, veš, Zaphod se v bistvu, preden si je požgal možgan, se je odločil, da bo raziskal, kaj je v vesolju in vsem, mislim, kaj je nekako srž vse te zgodbe skupaj. Zdaj pa v bistvu edinga, ki ga to zanima, je to Artur. Če že. Njega še neki to driva. Da bi bil bolj Fenchurch, zato pa on sodeluje pri tej zgodbi. Vmes tudi ene stvari ni hotel povedati, po mojem, ene stvari še zmeraj ni povedal. Ampak še vse je res sodeluje on. Zdaj, on je bolj tako, kako bi rekel, investan, po lepo slovenski besedi. To je res, pa tudi, veš, zdaj, ker je investan, se je tudi naučil, kako Forda prenašati. A veš, prej mu je bil, da veš, to res zoprn. Mislim, sploh, 5 let na prazgodovinski zemlji s človekom, čeprav je šel Ford iskat. Mislim, ti pomisel, on je bil 5 let sam, ne? Ja, veš, to je v bistvu ekvivalent, ne vem, da si verjetno tam v enem tibetanskem samostanu, ne? In je ta zen moment si je nafural. Ja, sem res, prav res je pomenjen, ni več zmeden. On je bil tok sam in je zdaj pa... Da mu je jasno, da lahko Forda prej je bil spela, tak, ker smo pač normalni ljudje, malo tak anksiozen, nepotrpežljiv. Malo popadljiv na mesto. Pač, ker ne razumeš, odreagiraš. Zdaj pa tako kar kul. Mislim, vmes je še par let štopil po vesolju, pa ugotovil, da pač najbrž da s tistim znanjem, ki ga je imel iz Tibeta, oziroma z Votline v Islingtonu, a veš, da se da, a veš, da lahko malo bolj sproščeno pogledaš na svet. Ja, tako. A veš, pa v bistvu najbrž nehaš grabiti ta koncept, ki ga imamo pač mi, da smo kle neko višek stvarstva, in pač malo vesolja vidiš, se tudi tako, če greš potvati, a veš, a si skozi ne vem, Državniku, 50 let ali pa 70, imaš čist drugačen pogled pol, če ne vem, neki potuješ okoli, pa ne vem, spoznaš neke druge civilizacije, sicer ne zdaj, da greš to, ne vem, s Palmo pa z avtobusom, nekam ali ne. Če greš v Rim, pa še nisi bil a veš. Ja, veličastna stvar, mislim. Ja, tudi greš lahko s Palmo nekam, pa z avtobusom, ampak mislim, več boš spoznal, če greš. Bo tako rekla, da greš v neki resort v Šarm el Šejk, ne tiste vse in tudi v Državniku ostaneš. In pa vsem razlagaš. Malo bolj toplo je, In pa vsem razlagaš, kako razumeš Egipt. A je? Še komu cvil. Ja, meni tudi piska, Sam je nehal, dobre. Ne, še zmer. Avka še v hiši je prebal, da me ubil. A to vsi slište? Ja. A ja, leš kaj je, Konekta se. Ja, pa je. A ja, Konekta se. Telefon je bil na računalniku. No, ne smeš imeti. Ne, jaz sem hotel reči, Ne, pa še zmeraj cvil. Ne. Moj pa še. Pa še ti telefon premaknil. Ampak čist mal. Dobro. Mi da se bolj gruha, kot ti veš. To je tudi res. Jaz sem bil ful vesel, da slišim nekaj drugega, ki ni tinnitus. Ja, se strinjam, da če malo potuješ kjerkoli po vesolju ali pa po naši mali zemljici, ki ni tako majhna v resnici, se spremeniš pogled na svet in postaneš modrejši. Veš kaj je, Aljo? Rdeč imaš. Rdeč imaš. Baterije ti bo zmanjkalo verjetno. Vidim, rdeč imaš tam nad spodem. Ko bomo ostali, zdaj pa pejmo, ker moramo. Ja, pejmo. V glavnem, to sem hotel reči. V bistvu se pozna, kar se zrelosti karakterjev tiče,
da je tudi avtor mal odrasel. Mislim, a veš, ko smo rekli, med prvo in tretjo knjigo, te prve 3 so bile dosti na kup, četrta je bila malo kasneje, med četrto pa med peto, meni se zdi, da je celo 10 let, zdaj ne vem na pamet, ko pozabljam te stvari. Pa, ne, glede na to, da delamo podcast o tem, bi se kakšen poslušalec mislil, da bi to mogli na pamet vedeti, sam ne, ker nismo statistiki, tako da Slavko, prosti. Ko prideš, boš lahko povedal te intervale med vsemi knjigami, da bomo vedeli enkrat za vse. Itek bomo pozabili, ampak ti sem dan trenutek, bomo vedeli. Tako, in bojo tudi poslušalci rekli, aha, no, v glavnem, tako da po moje je tudi to, da je pač, veš, tudi kakšno punca si je najdel, to vemo, kar smo prebrali, in se tudi to odraža, veš, v bistvu v celotni zgodbi. In kakor je rekel doktor Kodre, je tudi za njega, pa za prvo generacijo bralcev bilo v bistvu to zabaven, zato ker so bili oni glih toliko mladi, da so bili divji, kot Zaphod pa Fort v prvem delu, ko so bili res divji štosi, je bilo hi. Čez par let je bilo pa že malo bolj, a veš, so jih pa že zanimali. Raso si v bistvu. Raso si s knjigo, ja. In zato je prvi generacij, v bistvu, to sem res fauš, ta prvi generaciji, če je tako spremljala knjigo, veš, sprot, mislim, skozi življenje, tako, res lepo. To je bilo zdaj v prejšnji epizodi, zdaj pa gremo končno na knjigo, na ta del. No, robot gre, ne? Ja, robot je zdaj začel se veliko pospravljanje, Tako je. Sam sebe razstavlja, oziroma vse stvari, ki jih je ne vlekel ven. Ograjo razstavlja, vse živo razstavlja. Sicer všeč mi je to s policaji, ki čuvajo vojska čuva policaje. Ja, ta je bila res lepa šala. Noben ne ve, kdo koga v bistvu pravzaprav čuva. Pa zakaj? Ja. Pa tudi globe za napačno parkiranje so omenjene v tej enačbi, tako da zabavno. Mislim, res dobra šala, tam je ful dobro. Res. Jaz sem mislil, kam bo to zapeljal, pa tako da le preberte. V glavnem, pol je ful neki škripal in tam je bilo tudi lepo, da se je ozračje tesnobnega pričakovanja širilo v množici, predvsem zato, ker so vsi v tesnobo pričakovali, da bodo razočarani. Ja. To, kar bi bilo pa čudno, ker ljudje nimamo tega uvida v prihodnost. Tok delča, veš? Ja. Zato, ker ljudje pocestno norijo, ker mislijo, da bojo hitreje prišli, v resnici pa na 3-kilometrski poti je hitreje, ampak 2,7 sekunde. Ja, res je pa hitreje. Mogoče, če greš res 180 po avtobanu iz Domžal do Črnuč, je mogoče minuto 20. Ne, nikoli ni minuto. Ne moreš. Mogoče 30 sekund. Sam pa veš, kako se je Schumacher počutil v Monci, ki je lihre prehitil seno, veš? To pa ja. To je pa on prehiti Andreja iz Trzina. Ja. Ker ne ve, da je Andrej iz Trzina. Seveda, da ne, ampak ve, da je samo pa jebe mater. Seveda, ker v rdečem meganu v pičku mu mater Trzina. Se skozi isti, mislim, da so taki, da se to ne zna voziti. Vse se ve, da Domžalči ne znamo bolj. Je rekel človek iz Šiške. Pa živijo v Trzinu. V bistvu imaš za prispodobe te zgodbe, ker smo bili iz Domžal. Vsak ima svojega, ne? Vsak ima svojega. Skratka. Hotel sem reči, da ljudje ne premorejo, vsaj ponovati, ampak očitno so pa tle... Ne premoremo, bom jaz rekel. Imaš prav, ne premoremo. Boljš. Veš, kako smo modri, Artur, Vatervola. Pa meni je bil 5 let na predzgodovinski zemlji. Ne, no, v glavnem. Ne, ti že skoraj 50. Ne predzgodovinski. Ja, ista je, kaj bila. Tako da se ni zamenjala ta cajt. V glavnem, v množici sta bila Artur pa Fenčač in sta bila zmedena, ker Forda še zmer ni, ker model je šel nekam. Ja, čakala sta ga, da gremo, ker je pač obljubil Fenčač, da bomo šli, mislim, da bojo šli, ne. Zdaj pa akcija, kaj je zdaj to, ne.
In pol v Fenčerču vpraša, tip zanesljiv. Zanesljiv. Kako plite v ocean, kako hladno je sonce. To je zanesljiv. In v glavnem, ladja se je že skoraj sama pospravila v ta notranja ograja od ladje, se pravi ne od vojske in ne od policije in ne od gasilcev. Ne, samo na njihova je šla. Valjda, seveda, tiska so propalali. In že je klena brv in začela malo. Pa kar naenkrat, ta akcijska scena, ki bi jo nam zavidela tudi Tomič pa pižama, zdaj, ki delata lepe in drzne, hitre in drzne. Hitre in drzne. Pride Ford, zatul, čakte. Skozi megafon. Ja, pa še. S taksijem. Kaj pa je imel? Ja, kaj je imel? Halo? Tudi. Halo? Lepkot. Ja, pa še subeta tale štoparski pas. Se je to, ne, se zaradi tega se je ustavila. In zaradi tega se je hudič ustavil. Zaradi tega se je hudič ustavil. In začne spuščati. Ja, ampak on je mogel pa nekako razložiti, kaj, ne, mislim, en uržah v lepi slovenščini je mogel najdeti, zakaj se to dogaja in je začel tudi z znanstveni preboj. Tako, prodor. Prodor, znanstveni prodor, da gre za pomembno, mislim. Ja, naredil je sceno, umaknite se, ratal nam je, predor. Plec rame, ravno dva prostovoljca, ti pa ejta po upremo in sta šla po upremo, mislim, v taksi in po nekem čudnem kuču sta bila Artur pa Fenčerč, in sta napokala voziček Artur, ki je videl tiste, je rekel sam, da pokri z nečem, vrš plašč. Ker si je mislil, mislim, Ford, kva mu je. Je vedel, kva rabčok na pot. Ne vemo, kva je rabo. Mene ful zanima, pa kva je imel model. V glavnem, rata in meni se je že tako izdelal. Meni tudi se je tako izdelal. Res je, jaz sem tudi tako izdelal. Malo sem ga imel na sumu. Jaz pa prav nič. Ampak to ne smemo, kvarnik. Mislim, vedel sem, da je nekaj butast, kar se da, ampak nisem si pa mislil, da je okay. No, v glavnem, naredili so prostor, Gruča je bila navdušena in mi je naredila prostor. Vmes pride še policaji, ki pravijo, da je prodor, ampak da je. Velika zmeda je bila. Velika zmeda, Artur je mogel še taksi plačati, ker model seveda niti za taksi ni imel. Mislim, ja. In to je bilo. Ja, policija bi jih skoraj ustavila. Ja, udor in ulom, ne. Ford pa ne, prodor, znanstveni prodor, kakšen prodor in ulom. Vse je imel poštiman, ne, veš, dobro je šlo. Ne, se pa še Dikoja vrgu, ne. Tiste bila pa briljantna, Dikoja je bil pa Walkmani. Walkmane je zmetal dol med folk, da se je začel greb za tisti, mlajši poslušalke in poslušalci se boste spomnili, ker smo zihar že povedali, kakšno v Walkmanih, pa v tem, kako so imeli eni avtori vrst, pa ne, ampak ne spomnim se, kjer epizodi. Pa scenarist ni dal zapiske in je odpuščen. Pojmo naprej. To so hotel reči. Kaj bi bil danes ekvivalent? Danes bi mogel iPhone v luft vršiti. Ali pa neke smartfone. PlayStation 5, sam je pretežek. PlayStation v glavu. Čeprav si sem ful sledim pa lahki. Vse ima kakšno kilco. Ima ene 3 kile. Pa oster rob. Ne bilo v redu. A dejansko zdaj obstaja kakšna stvar, ki bi bila sam za musko? A ni iPoda več? Ne, iPod so discontinual. Pa ne dolg nazaj? Ja. Mislim, 3 leta. Ne, manj. Tako zelo dolg je še trajal. Ja, bil še je, ampak pa so ga zdaj mislim, kakšno leto. Sploh ni, v bistvu bilo fajn, če imel enega tacga, ker so bili tam mali, nano ti zarafat pa to. Pa da bi se sinkal tako, kot se zdaj sinka, ne tako, kot takrat. Za musko ni več, mislim, tako da biš. Zdaj si že itak na uro navlečeš gor. Tako, zdaj imaš uro, zdaj imaš telefon. Je pa ni zabavna izkušnja. Zato jaz taj telefon, ki je boljša. Mislim, izkušnja je v redu. Jaz sem tudi telefon. Mislim, jaz idem ponovati podcaste poslušam. Tako da v reklamni katalog napišejo, da glasba. Na uri, ne. Ampak ne želite tega probati. Pa se imaš neke ure tudi, mislim, te bolj ne tako drage, ki imajo tudi posebne, imaš
z music pa non-music varianta, ista ura pač, tekaška. Ja, se pravim, sam ni čisto. Mislim, imaš poseben model, no, to hočem reči, da je. Recimo isti model, ne vem. Ja, sem, če uporabniška izkušnja slaba, pomaga, kakšen model je. Se pravi, ne, ampak hočem reči, hočem reči, da so to šli, a veš, da so razdelili isti model ure, ne, so eno dali, ena je music, ena pa ni music, ne. Se najbrž ima isto stvar noter, na meniju ti not ne pokaže muske. Ja. Če bi je uspel če bi shekal, da bi meni dubo v Dune, bi to čist delal. Verjetno je software si hek. Ja. Ampak ja. V glavnem, Ford vrže te Walkmane in nekako jim uspe do brvi se prbiti, ukrcati in ko se dvigajo, ta je bila lepa, ne. Na koncu, držite se in orjaška brzo zadrhti, pa ko je valujoča množica ostala pod njimi in so se po nagnjeni brvi prebili v ladijski trebuh, je Ford rekel: Ok, otročička, kaže, da smo na poti. Kje je ta otročička? Ja. In pol je bil Pečino obešalnik. Kot se spodobi. Ne. Tako. Ja. Očitno so jim je ratali. Ja, lej, ne. Kljub so temu, gorne. da je Ford naredil neke stvari, ki bomo slišali drug teden. Je bilo za milisekund, ampak lej, prišli so gor. Za mišjo dlako. Tako. Oziroma, kakor je bil prevod v ITU, za mišji penis. Kino Mojca, bil sem tam. Ja, bil sem, ko smo šli gledati šolo, po mojem. Ja, ko smo se vsi režali, razen jaz, ker še nisem vedel, kaj je penis, takrat v, ne vem, četrtem razredu. Pa sem pa vprašal soseda, ne vem, kdo je bil. Ko je tako smešen. Ja, ko je tako smešen, pa sem bil ur, ko se je kasneje smejal. Ne vem pa, če na tih, upam, da ja. No, pustimo, travmo iz otroštva, obkrej, Aljo, daj. Ja, najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri je Dim Peli ni vedel, kaj je v škatlah, ki jih je Ford prešvercal na vesoljsko ladjo. Miši penis all over again. Sej ti bova pol razložila. Tamle, pri hladilniku. Se ni tako zajeban. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate ali poveste še komu za nas. Z nami lahko, če niste ali pa ste razumeli, debatirate na Discordu, opravicujmo.se pošiljnica Discord, pa ste not. Na družabnih obrežjih smo pa zmer manj, ampak kjer pa smo pa afna opravicujemo se. Tako je. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa, čao. Hvala, čao. Kako ste vedeli, kaj je? No? Pa Artur, come on, seriously? Mislim, Ford je samo preprosti. Že ki je bil Artur zgrožen, ne kljub svojemu budizmu, bil zgrožen, kaj tiste škatle videl, stočen vedel, da je... To je res, samo vse ti vidi, da kraj, jaz sem študiral, da bo neki za... Welcome drink za goste, za robota. Za robota, da je on. Ne se mora biti, če nekdo noter, a veš. Ne. Ja, sam ni. Vse drugo ni Ford tist, ki bi za druge skrbel, no, mislim. Ja, on ni tak. Ja, sej, če bolj pomislil. Lej, človek upa, ne.